Učilnica za življenje. Hvala, da ste se odzvali na naše povabilo danes. Tukaj sem z partnerji v projektu in sicer z predstavnicama Sončnega griča Maja Vrčon in Manjo Vrenko ter predstavnicama Univerze na Primorskem Nataša Dolenc in Nastjo Cotič. Tako da zdaj pa kar predajam besedo Maji. Hvala, Maja. Tako lepo imeno imamo. Dobar dan vsem skupaj. Hvala, da ste se udeležili današnje novinarske konference. Moje ime je Maja Vrčon, sem vodja izobraževanja na projektu in bi vam rada samo širši kontekst tega projekta opisala. Tako da bomo pa začeli s tem. Projekt Učilnica za življenje je projekt, katerega cilj je podpreti učitelje pri uvajanju trajnostnih vsebin in podnebnih vsebin v pouku. Namenjen je učiteljem srednjih in osnovnih šol. Projekt je zasnovan tako, da se v bistvu kreira oziroma oblikuje skupaj za učitelji, kar boste kasneje tudi slišali kako. Je pa sam projekt bazira že na enem pilotnem treningu, ki se je izvajal v letu 2021 in je bil prvotno podprt z Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo. Kasneje pa se je to razvilo v malo širše, malo večjo stvar, tako da smo tudi še istega leta projekt prijavili na razpis OJKI. Potem smo pa leta 2022 dobili rezultate pozitivne. Projekt je bil izbran izmed 194 prijav z celotne Evrope. Izmed teh prijav je samo 10% projektnih predlogov bila sprejetih. Izmed teh 10% sta bila samo 2 z področja izobraževanja in eno od teh je prav Učilnica za življenje, tako da smo na to zelo ponosni, je kar dosežek. Tako da je ta Evropska iniciativa za podnebje OJKI projekt finančno podprla. OJKI je pa iniciativa, ki deluje pod okriljem Nemškega ministrstva za okolje in jedrsko varnost. Zdaj, zakaj sam ta projekt? Prvo kot prvo, projektna ideja izhaja iz realnih potreb po usposabljanju učiteljev v omenjenih vsebinah, tematiki, se pravi trajnost in podnebje. Tukaj bi rada poudarila, da o podnebnih spremembah ne govorimo samo v smislu vremenskih sprememb, ampak v širšem družbeno-političnem kontekstu. Se pravi, podnebne spremembe se tičejo različnih področij človekovega delovanja in življenja. O tem, kot vemo, se intenzivno govori predvsem v zadnjih 10-15 letih. Tako da učitelji, v bistvu, ki trenutno poučujejo sami v času njihovega šolanja, niso bili deležni teh znanj, se pravi izobraževanje v tej smeri, pa tudi na primer učnih pristopov, drugačnih učnih pristopov, skozi katere se razvijajo določene kompetence, trajnostne kompetence, ki pomembne za prihodnost, se ni v taki meri izvajalo. In tukaj potem pride naš projekt na vrsto, da učitelje v tej smeri podpre. Zdaj, o samih aktivnostih v projektu jih je kar nekaj. Projekt traja 2 leti in pol. Veliko smo že naredili. Eden prvih projektnih rezultatov so bili prav učni scenariji za osnovne šole, ki smo jih snovali skupaj z učitelji osnovnih šol, tukaj iz Obale. Potem v nastajanju oziroma v objavi je že tudi znanstvena monografija, za katero skrbi Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem. Lani smo izvedli prvo konferenco o ekosocialnem izobraževanju, letos je na vrsti druga. V pripravi je pa tudi priročnik za učitelje, katerega del bodo tudi te
zdaj učni scenariji, zdaj zaključujemo pač drugi del učnih scenarijev oziroma scenarije, ki smo jih skupaj oblikovali s srednješolskimi učitelji iz različnih srednjih šol po Sloveniji. In te učni scenariji bodo tudi del tega priročnika. Imam še kaj za povedati? Rada bi tudi dodala, da je projekt, že sama projektna ideja v bistvu že od začetka bila podprta s pismi podpore strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, strani Evropskega inštituta za inovacijo tehnologije njihove skupnosti Klimatgig, nekaterih šolskih centrov v Sloveniji, tudi Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in nekaterih srednjih šol in seveda tudi Centra za razvoj in prenos znanj Univerze na Primorskem, ki je v bistvu vzpostavil to vez z našimi današnjimi partnerji. Tako da jaz bi zdaj besedo kar predala kolegici dr. Nataši Dolenc iz Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Hvala, Maja. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Naša fakulteta, torej Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, se je priključila temu projektu z namenom spodbujanja ekosocialnih in zelenih kompetenc pri študentih pedagoških smeri in pri učiteljih. Saj je v času, ko se soočamo s številnimi okoljskimi izzivi, kot so podnebne spremembe, zmanjševanje biotske raznovrstnosti in onesnaževanje okolja, ključno, da se izobraževanje usmeri v razvoj tovrstnih kompetenc. Kot je že Maja omenila, ekosocialno izobraževanje ni le vprašanje prenosa znanja o okolju, ampak gre za celostni pristop, ki povezuje tako okoljske kot tudi socialne in ekonomske vidike. Namen tega izobraževanja je opolnomočiti posameznike, da postanejo aktivni in odgovorni državljani, sposobni sprejemati odločitve, ki vplivajo tako na naše okolje kot na družbo nasplošno. K sodelovanju s Sončnim gričem nas je v bistvu pritegnila ideja, da našim študentom ponudimo širši spekter pristopov poučevanja okoljskih vsebin, saj se zavedamo, kako velik vpliv ima učitelj s svojim zgledom in seveda s svojim znanjem na razvijanje okoljske pismenosti pri mladih generacijah. V prvi vrsti je zato ključno kakovostno izobraževanje bodočih učiteljev in pa tudi to, da se v bistvu te ekosocialne koncepte uvaja v osnovni, srednji šoli, kot tudi seveda na fakultetah. S projektom želimo doprinesti k večji okoljski pismenosti učiteljev, da bodo lahko vzgajali in opolnomočili generacije proaktivnih posameznikov, ki bodo imeli celostno razumevanje o podnebju in trajnosti, ter seveda empatijo do narave in seveda tudi do družbenega okolja. Tako smo v projektu skupaj z izkušenimi učitelji razvili učne scenarije za poučevanje ekosocialnih tematik. In sicer smo razvili 5 različnih scenarijev, ki so uporabni na razredni stopnji, torej za poučevanje teh vsebin na razredni stopnji, torej od 1. do 5. razreda. Ti učni scenariji zajemajo različne aktivnosti, ki pa temeljijo na izkustvenem učenju in na projektnem delu, saj se zavedamo, da lahko le skozi aktivno vlogo učenca pri pouku učinkovito dosežemo cilje ekosocialnega izobraževanja. Projekt je tudi dober primer, kako lahko sinergija različnih akterjev pripomore k doseganju skupnih ciljev.
s povezovanjem z učitelji, s študenti, z različnimi inštitucijami in pa tudi s strokovnjaki z tega področja, smo ustvarili prostor za razvijanje idej in inovacij. Tako bodo v bistvu ti učni scenariji tudi dostopni na spletni strani in bodo jih lahko uporabljali učitelji, služili pa bodo tudi kot nekakšen učni poligon za študente pedagoške fakultete. Vsak član ekipe, ki sodeluje v tem projektu, torej kot sem omenila, od učiteljev, študentov kot tudi našega tima, prinaša svoje znanje in pa seveda svoje edinstvene izkušnje, kar povečuje seveda možnosti, da lahko skupaj dosežemo trajnostne spremembe, ki si jih želimo za ohranjanje našega planeta. Zdaj pa predajam besedo Manji Vrenko, ki pa bo predstavila konferenco, ki nas čaka. Hvala lepa, Nataša. Ja, kot je že Maja omenila v svojem nagovoru, to je že druga konferenca, ki jo izvajamo v okviru projekta Učenica za življenje. Cilj pa je predstaviti predvsem inovativne učne pristope učiteljem, širši javnosti in pa povezati učitelje z odločevalci, z ljudmi, ki načrtujejo učne programe, učne načrte. To bomo dosegali s tem, da bomo imeli na konferenciji okroglo mizo, kjer bodo prišli predstavniki ministrstva pa strokovnjaki iz področja načrtovanja vzgojnih procesov. Konferenca bo trajala 2 dni, 26. in 27. september, to se pravi danes teden. Bo prvi dan potekal spletno, po Zoomu in po namenjen tudi mednarodni publiki. Ne bomo 2 tuja predavatelja, ki bosta prevajana iz angleščine v slovenščino in seveda potem vprašanje nazaj. Eden od teh predavateljev je Daniel Christian Wahl, ki je, kako bi rekla, pionir na področju vnašanja sistemskega mišljenja v učne procese. Napisal je več knjig in je precej priznan predavatelj in, kako bi rekla, eden vodilnih inovatorjev na področju izobraževanja za trajnostni razvoj. Druga gostja bo pa Mirjela Sertič-Perič, ona je izredna profesorica na fakulteti za naravoslovje Univerze v Zagrebu, ki pa se tudi, sicer je biologinja po stroki, posveča posebno pozornost za usposabljanje učiteljev biologije in pa izobraževanje za trajnostni razvoj. Njeno predavanje bo prav nagovarjalo točno to temo, vključevanje trajnostnega razvoja v šolske kurikule. Potem, ko bomo imeli te 2 govorca, se bomo razdelili v Zoom sobe, kjer bojo učitelji predstavili drug drugemu dobre prakse, kaj že izvajajo v razredih. Potem pa bomo zaključili ta prvi dan. Drugi dan bo konferenca potekala na Primorski univerzi v Kopru, v živo, ne bo prenašana po spletu. Tudi bomo imeli 2 glavna govorca, to bosta naše 2 gosta, oba Slovenca. Eden je izredni profesor na fakulteti, pedagoški fakulteti, dr. Tomaž Grušovnik, ki bo predstavil zanimiv predmet, ki se mu reče filozofija za otroke in bo tudi povedal, kako to pomaga, ta filozofski pristop, kako pomaga razvijati okoljsko etiko že v rosnih letih pri mladencih. Drugi predavatelj pa bo Dejan Neksavič, on je tudi filozof in okoljevarstvenik, ki pa bo govoril o okoljski pravičnosti, o tem, kakšen svet puščamo recimo starejša generacija, mlajše generacije in da če ne bomo bolj pravično ravnali z našimi resursi. V glavnem nagovarja to, da svet, kakor je tak hip, ni pravičen in če ga želimo postaviti v boljše stanje, pustiti v boljšem stanju za sabo, potem
moramo na drug način začeti ravnati z vsem, kar imamo. Po teh dveh predavanjih bomo imeli okroglo mizo, ki sem jo že omenila, potem sledi pauza za kosilo in po pauzi se bomo razdelili spet v 6 vzporednih delavnic, 4 bojo potekali na fakulteti, spet se bomo ukvarjali z pravično čokolado, z podnebnimi spremembami, z eksperimenti v poučevanju, kako skozi eksperimente prinašati znanje. Ena delavnica bo potekala tukaj v Škocjanskem zatoku, kjer izvajajo lepe izobraževalne, delajo veliko s šolami in bomo tudi to predstavili gostom. In tudi ena druga delavnica bo zunaj, se bo reklo, podnebni sprehod, ki jo bo vodil Jakob. Vsega sem tako se piše. Tako da, to je to, kar se tiče konference. Lepo vabljeni. Tako, ker so pa moje kolegice že vse povedale, bi samo dodala, da ste vabljeni drugi dan poteka konferenca v prostorih Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Če boste morda prišli, povedati pa moram že to, da smo na Pedagoški fakulteti zelo ponosni, da lahko gostimo že drugič to konferenco in da smo tudi del tega projekta, ker menim, da smo sami zelo veliko pridobili s tem projektom. Tako da to bo pa z moje strani tudi vse. Tako, hvala za vašo pozornost. Zdaj vas pa vabim k seveda vprašanjem in za diskusijo. Omenila bi še, da je poleg sedečih z nami tudi še predstavnica Škocjanskega zatoka Bojana Lipej. Ona bo tudi odgovarjala na vprašanja in je pripravljena podajati izjavo. Sedaj vas pa seveda vabim še k pritisku in prostor. Hvala.